zaporov, recimo, ne, v glavnem je bilo zaradi svobode, samostojne identitete. To se pravi, v tem smislu je identiteta bila malo v razširjenem smislu. Ne. Ni bilo samo vprašanje jezika, ne, je bilo vprašanje svobode, vprašanje odločanja v svojem življenju, tako naprej. In deloma je bilo tudi zaradi jezika, ker tisti človek, ki je prišel v taborišče in ki je moral razumeti nemščino, je bil kriv pri prvem ukazu, pri prvem, klicu, če ni on odgovoril na tisto številko, ki bi jo moral znati, ki bi zamenjala njegov priimek in njegov, bi rekel, krstno ime, jih je dobil, ali s palico, železo, kaj je pač imel v roki. To se pravi, ne, je bilo vprašanje jezika, vprašanje identitete. V Sloveniji je isto, kakor pri nas ni isto. Pri nas imamo slovensko skupnost in imamo ljudi, ki niso v slovenskih skupnostih, se tega držijo, bodi Slovenec, tako naprej. Slovenija pa ne poudarja svojega slovenstva nikjer. Nima, in to sem v začetku rekel, nima patriotizma Slovenija. Jaz sem tudi rekel v piču predsednika. To, da danes imate ministra za Slovence na tujem, po svetu in v zamejstvu, je zasluga naših dveh organizacij, ki so to v Ljubljani zahtevali, da so nam dali Žmavca, tako naprej. In Žmavc je edini, to sem rekel, edini, kar jaz poznam in kar sem jaz slišal, ljudi, ki so na neki oblasti, v nekem parlamentu, nisem prvič slišal, da je rekel Žmavč, kot na žalost, tega sem pozabil res, človek, ki nima brez listine, Žmavč. On spada v predsednik ministrstvu brez listine. On je rekel mladini, ki je prišel nekako se zahvaliti, ker so naredili, zdaj se ne spomnim, tudi pesem, deklamacija je bila tukaj, ne. Je prišel in potem je rekel, sem vesel, da sem bil pričujoč vašemu nastopu, sem rekel, in bodite Slovenci, da boste ohranili slovenski jezik. Se je rekel, vidite to. To je rekel en minister, po letih in letih, ki jaz pričakujem, da bodo rekli drugi, bodimo Slovenci. Pri nas slovensko kulturna populacija tega ne reče. Etnija, narod, zanj, nekaj obveznost, moralna in tako naprej. In Boris Pahor je po Gregorčiču, tam je omenja meni, povedal, najprej to. In to je slovenska skupnost. To se pravi, ostanimo Slovenci, bodimo Slovenci. Jaz sem rekel, in to sem včeraj ponovil, naj mi človek pove, po kakšnem prepričanju bo nekdo zvest ali da bo učil slovenski jezik, če se ne zaveda svojega slovenstva. Če on ni kot Slovenec zvest svojemu principu. Naj najdemo en razlog, da ga bira, misle on. Edino, če reče, kako nekateri Italijani rečejo danes, in pišejo tudi, da če ti daš otroka v slovensko šolo, ti se naučiš neki jezik, na podlagi katerega boš lahko razumel ga Rusa, Čeha, Poljaka, torej pri svojem potovanju, ali kakorkoli boš imel nekom. Pravi, zato, ker imajo isti koren. Zdaj, v tem smislu mi grešimo, da se imamo v smislu internacionalizma damo slovenščino na drugo mesto ali pa na tretje mesto. Da se slovenskih študentov govori v drugem jeziku, ta možnost ne bi bila, 8. člena ne bi bilo konkretno. Črtati to, kar tisti dan človek bo predal, da bi to nekdo, ki pozna tuji jezik, napisal to tudi v tujem jeziku, da bi bilo na razpolago, če kakšen hoče, tudi v slovenskih dijakov, imeti to v nemščini, bo dal prijatelj, bo dal kam bo hotel. In to bodo rekli, ja, to je denar.
To moramo neko prevajalko imeti, da bo od vsakega profesora, ki bo nekaj predaval, ne, na univerzi, ki bo mislil, da se splača, da bi to v nemščini bilo, ne, da naredimo prevod. Ma on bi govoril v slovenskem jeziku, sem rekel, ne. To nič ne menja na predlogu, da preda. Da tisto predavanje, ki profesor oceni, bi zaslužilo, da ga se bi dali v nemščini, ali pa če hočete v angleščini, ki je zdaj jezik, lingua franca in tako naprej. Jaz rečem nemščino tako, zato lingua franca bi bilo prav, če bi bila nemščina tukaj pri nas, ne angleščina, ne. Angleščina je jezik ekonomije, botege, bi rekel, kolonializma, konkretno tukaj pri nas, ne. Se pravi, to bodo rekli, ja, to se nima smisla niti, da govorimo o tem. Jaz sem rekel, drugo pa nimam jaz, če bi meni pravili, jaz nimam drugo kaj svetovati, ne. Da bi slovenski profesor na univerzi govoril v drugem jeziku, ne v slovenščini, se ne pride v upoštev. V nobenem smislu ne pride v upoštev. Karkoli lahko naredite poleg tega, zato da te boste uveljavili s tujim jezikom, je prosta pot, naredite, kar hočete. Da hočete prevesti tisti jezik, da boste ga lahko dali tujemu, ki oblikuje Slovenijo. Tuj človek, ki ne razume slovensko dobro, ali razume vas slabo, kadar govori v slovenščini in on je prisoten, ne, ima pravico, ne, nekako dajte mi to v slovenščini, ta tekst v slovenščini prevesti v moj jezik, ne, ali oziroma enega, ki jaz poznam, ne. Ma samo zato mora nekje biti člen, ne, tisto predavanje profesorja, ne, ki je zelo tako pomembno, ne, da mora tujec dobiti, če ne tisti dan ali tisti teden, dobiti, ne, priložnosti prevod v jeziku, ki ga on pozna. Ali v lingui franci, če pa imamo tudi možnost, da nekdo prevede v njegov jezik, mu prevesti v njegov jezik. Najboljše bi bilo v lingua franca, ne, ker tisto potem bi veljalo za vse tuje, ne. Najboljše bi bilo tako. V tem smislu bi univerza pokazala, ne, da ona ceni, da nekdo posluša slovensko predavanje, da skuša razumeti vse, ampak razumeti vsega, posebno, če se govori o psihologiji, če se govori o delikatnih zadevah, ne, je težko slediti, ne. Če daste eno po drugim, vam pride na stran in pol točk v dokaz, da je to zgrešeno, da je to nedopustno, da to ni sprejemljivo. Da je rekel Pahor, da on izstopi, se odreče akademiji, če to bi prišel tudi z akademijo, da govorijo. Jaz bi vrnil akademsko imenovanje, da nočem biti slovenski akademik. Je to nekaj, bi rekel, kar mi jemne spoštovanje do slovenske akademije, do slovenske univerze, ne. Če nekaj takega uveljavlja sebi, ne. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, ob tako ugledni skupščini, ki razmišlja o tako urgentni temi, mi dovolite, da najprej citiram Prešerna, in sicer en stavek iz pisma Stanku Vrazu 5. julija 1837. Namen naših pesmi in siceršnje literarne dejavnosti ni nič drugega, kot kultivirati naš materin jezik. Za izhodišče smo izbrali dekana slovenskih književnikov, pa ne zaradi njegovih častitljivih skoraj 103 let, ki naj bi bila že sama po sebi dovoljšen razlog za modrost. Pahorjeva beseda je pomembna, ker se je uveljavila v svetu s prevodi v več kot 20 jezikov kot beseda slovenskega pisatelja, celo člana manjšinske skupnosti, ki kdaj pa kdaj večinski narod še danes ne priznava istovredne jezikovne pravice, kaj šele literarne pravice. Da Primorci, bolje zamejci, kakor
nas imenujejo. Kar naprej jamramo, boste rekli, da ponavljamo že obrabljene poante, da markiramo svoj obstoj z apelom na kar je bilo, da se pravzaprav nova slovenska zgodovina začenja z letom 1991 in da je vse ostalo za v koš. To slišimo. In da je zato, da se uveljavimo kot Evropejci, da nekako je potrebno, da zatajimo naš ubožni dvomilijonski stan v zameno za neko lingvo franco, ki jo obvladamo recimo za silo, nekateri boljše, drugi precej slabše. Iz osebne izkušnje lahko povem, da je razmišljanje, pisanje, ustvarjanje, predavanje v drugem jeziku na nivoju, ki ga zahteva znanstvena stroka, vse prej kot enostavno. In da je ne more urejati ali urediti prav noben zakon. In da merilo nismo mi sami, merijo nas drugi, tisti, ki se v tistem drugem jeziku znajdejo najprej, ker je njihov materni jezik. To je praktični aspekt. Ob tem se ponuja še etično vprašanje. Prihajam iz Trsta, tu sem doštudirala, prehod od slovenskega klasičnega liceja na univerzo je bil kompleksen, vse je bilo treba preurediti, prirediti in privaditi se na izključno italijanski jezik, ki je učni jezik na vseh italijanskih univerzah, brez izjeme. Tudi na znanstvenih fakultetah. V Trstu naši študentje, ki se ne odločijo za univerzo v Ljubljani, študirajo v italijanščini. Moji profesorji so vsi predavali v italijanščini, z izjemo Marije Pirjevec, ki je predavala nam, slovenskim študentom, seveda v slovenskem jeziku. Imela pa je tudi predavanja za Italijane v italijanskem jeziku. Med mojimi profesorji je bil germanist Claudio Magris. Vso svojo kariero je predaval izključno v italijanskem jeziku. To pomeni, da je za učenje jezika potrebno, da skrbijo lektorji na univerzah, ki pa nimajo statusa profesorja. Lektorji so obvezno maternega jezika, za katerega so zadolženi. Skrb za slovenske in druge tuje jezike na tujih univerzah je torej poverjeno lektorjem. Kaj bi bilo, če bi študenti bili onemogočeni, da gojijo specifiko raznih jezikovnih frekvenc v državnem jeziku posameznih vseučilišč? Poglejmo praktične aspekte moje izkušnje predavateljice. Preko 10 let sem predavala slovenski jezik oziroma slovensko književnost na italijanskih univerzah. Svoje posredovanje sem preizkušala na univerzi v Vidmu s študenti prve stopnje in podiplomskega študija, v Rimu na univerzi La Sapienza, v Trstu na podiplomskem študiju in na univerzi v Novi Gorici na oddelku za humanistiko. To povem samo zato, da bo jasno, da moje izvajanje izhaja iz izkušenj, ki pokrivajo različna področja, pa tudi iz zavesti, da je književnost specifični in popolni instrument spoznavanja in zato so danes tu tudi književniki oziroma literati, ki to tudi udejanjajo, obenem pa tudi skupno prepoznavni institucionalni izraz človeštva. Kar pomeni, da sem samo tam, kjer so bili izključno študenti slovenskega jezika, predavala v slovenskem jeziku z nekim, seveda, posebnim etičnim načelom. Slovenski primorski literati se še najbolj kleno zagovarjajo pomen jezika. Izhajajo namreč iz travme odrezanega jezika, kakor ga imenuje Sergio Salvi. Alojz Rebula je v svoj roman Senčni ples zapisal znameniti stavek Jezik je življenje samo, ki zveni kot nekakšen programski manifest. Ko je kot briljantni dijak opravil v Italiji in v italijanskem jeziku svojo klasično maturo, je izbral študij na ljubljanski univerzi
In na vprašanje zakaj odgovarja, citiram: ker je zame takrat leta 1945 eksistirala ena sama univerza na svetu, ljubljanska. V svoji narodni zavesti sem bil že tako pogojen, da zame sploh ni bilo nobenega dvoma ali problema. Če bi kdo šel listat tržaški dnevnik Il Piccolo ali Il Piccolo Sera spomladi leta 1944, ki je objavljal tudi rubriko vprašanj, bi lahko prebral vprašanje, ali obstaja v Ljubljani študijska smer klasične filologije. Tisto vprašanje v časniku sem postavil jaz in čez nekaj dni sem prebral odgovor, da dejansko na Univerzi v Ljubljani eksistira klasična filologija. To je bil zame takrat prvi in glavni podatek in zame ni bilo več nobene diskusije. Tudi ko bi se mi odprla možnost, da bi šel na Sorbono v Pariz ali na katerokoli drugo univerzo, bi to sploh ne prišlo niti zdaleč v poštev. V meni je bila neskončna lakota po doživetju slovenske avtentičnosti, potem, da bi doživel, da se po mestnih ulicah govori slovensko, da bi se napil slovenske kulture in slovenskega centra. Za to gre, za avtentičnost, za potrebo, da ne bi folklorizirali lastnega jezika, ki je itak pod pritiskom globaliziranega sveta, kar ne more seveda biti strašilo, temveč kvečjemu bogatitev in zato je potrebno prepričano stati za njim. Prihajamo iz stoletja režimov in prepovedi, iz stoletja bojev za ohranjanje in osvobajanje naše biti. Izdelali smo nacionalni program, ustavo, ki temelji na spoštovanju predvsem samega sebe. Bomo zdaj, sredi kaosa, ki je zajel svet, sredi migracijskih tokov, ki so posledica nespoštovanja osnovne pravice, da moramo vsak zase ostati zvesti sebi in da nihče nima pravice v imenu boljšega, večvrednega izvajati kolonizacije drugega in producirati neskončno množico izkoreninjencev, bomo zdaj torej kolonizirali same sebe? Še bolj tragično pa bo, če bomo kolonizirali same sebe od znotraj, v prepričanju, da je tuje boljše, pomembnejše, kar pomeni, da sami sebe postavljamo v položaj drugorazredne skupnosti ali, kot je pisal tržaški časnik v času fašizma, združbe stenic, ki nimajo nikakršnega jezika, kaj šele zavesti o svoji suvereni nacionalnosti. To je moja iztočnica, zdaj pa vabim k mikrofonu najprej trikratnega doktorja Evgena Bavčarja, ki je bil pravkar imenovan za državljana Evrope. Jutri bo prejel, mu bo vročena legija časti, francoska legija časti in vendar ostaja zvest svojemu slovenstvu. Jaz bi rad povedal samo svoje izkustvo jezika. Že kot otrok se spominjam, da je mama, ki je živela pod fašizmom v Trstu, rekla, veš, to je bilo slabo videno, če sem govorila slovensko. Ne? Slabo je bilo videno. Jaz nisem še takrat povsem razumel, kaj to pomeni. Ne? Slabo je videlo, niso imeli radi Italijani, da govorim slovensko. Potem sem kot otrok opazoval vojake v Ajdovščini, ker je bil en cel garnizon 3000 vojakov in se mi čudno zdelo, zakaj v nekem drugem jeziku tam oficir ukazuje tem fantom puzaj pa tako naprej, ne? Zakaj ne reče skoči v blato, ne? In tako se mi zdelo nerazumljivo po svoje, ne? In nisem pa še zavedel, kaj to pomeni. In potem seveda sem srečal Franceta Bevka, prav sem Četrmaca, in sem razumel, saj tako kot otrok sem razumel, da moliti je treba v slovenščini, seveda se v slovenščini naučil molitev. In ko sem uredil, da je šla knjiga Kaplan Martin Četrmac v francoščini, smo dali tej knjigi naslov La langue intime, se pravi intimni jezik. In tukaj sem tudi posebej poudaril v predgovoru
tiste obisk, ki ga je imel predsednik Kučan pri slovenskih čedrmacih, gospodu Gujonu, ko je se prvič zgodilo, da je uradna slovenska politika potrdila in se spomnila teh junakov jezika. Kasneje se je spoznal preko tekstov Borisa Pahorja tudi trpljenje, mučenja, recimo kako so fašisti ulivali olje, ne, v grla, v tista grla, ki so govorila slovensko. Ne vem, mogoče zdaj bo prišel do take absurda, da si bomo to olje kar sami ulivali, tako kot kaže, ne, če vzamemo tako zelo negativno perspektivo, ne. Takrat so nam fašisti. To jaz imenujem neka fašistična reminiscenca, ne. Čudim se, da je prišlo sploh do te debate o tem, ko smo se recimo hvalisali in bili ponosni, da Peter Handke poudarja, da je bila mati Slovenka, ko v svoji knjigi Ponovitev omenja lepoto slovenskega jezika in slovenske pokrajine, dobi za to nagrado Vilenice, ne. Zdaj, da teh zakonodajalcev to nič ne briga, ne. Nič jih tudi ne briga, kako težko je priti do tega stanja slovenskega duha, ko lahko o Evropi govorimo v svojem lastnem imenu in v svojem lastnem jeziku. Če nimamo lastnega jezika, nimamo tudi lastnega imena. Zdaj bomo izgubili na tak način lastno ime in lastni jezik. To se pravi, bomo brezimno, bo nastopila neka anamneza, to se pravi izbris naše zgodovine, ki je se razvijala preko jezika, preko literature. Naša država je najprej obstajala v knjigah. Naše misli o svobodi, o neodvisnosti so najprej bile kot stvar jezika in šele potem realnosti. To se moramo zavedati. Moramo se zavedati tistega strašnega ponižanja našega kmeta na Gosposvetskem polju, ko mu je rekel Ernst Železny, ne vem, kdo si, ne razumem tvojega jezika. Kaj pa zdaj, ko se sprašujemo o tako zvanem znanstvenem jeziku, pa naslednje, res, da je 1 kilogram zlata, da je redko težak Sloveniji, kot recimo Argentini ali pa na Japonskem, ampak to še ne upravičuje, mislim, raznih fizikov in tako naprej, da bi poudarjali kakšen jezik sui generis in tako naprej. Namreč v Franciji živi kar nekaj Nobelovih nagrajencev. Jaz jih nisem nikoli slišal govoriti v angleščini, samo v francoščini. Vsi veliki Francozi, ki sem jih sam poslušal predavanja, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, moj prijatelj Jacques Derrida, Michel Foucault, Barthes in tako naprej, so mi govorili v francoščini, v svojem maternem jeziku. Francoske univerze, to bi bil absurd totalen, če bi nekdo rekel, zdaj bomo pa začeli uvajati angleščino. Angleščina je v Franciji, ampak je na ameriški univerzi, ne pa na francoskih univerzah. Kaj hočemo imeti zdaj tukaj ameriško univerzo v Sloveniji, ali kaj tako mislim. To je totalen absurd, ne, skregan so pametjo. In kot še nekaj drugega bi poudaril, tako izjemnih prevodov, kot imamo mi Slovenci, nekoč sem celo napisal en esej Estetika prevajanja, tako izjemnih prevodov ima malo kdo v Evropi, 100% pa lahko trdim, glede prevoda Hegla, ki ga je recimo naredil profesor Debenjak v slovenščino, da jaz ga tako berem, kot če bi čital Hegla v nemščini. Isto Adorno in tako naprej, pa zdaj, ko imamo recimo Valva Zorja čudovito prevedena. Naj ne govorim o tistih klasičnih prevodih, recimo, ko smo si dovolili, da zveni naša Iliada, naša Odiseja v heksametru. To nima noben narod v Evropi, nima. Če ne pa pregledajte in tako naprej, boste videli, kaj boste dobili kakšne heksametre, francoščine, ali pa nemščine, ali pa španščine, ali pa portugalščini. Skratka, jezik se je razvijal skupaj z našo identiteto. Če mi ta jezik zapostavljamo vse tiste, ki so žrtvovali svoje življenja za identiteto, za jezik, za prostor, svobodo, in tudi tiste, ki so naš jezik prvi ponesli v svet, kot recimo župnik Jakob Upkar, ki je Roncaliju, kardinalu Janezu 23, govoril o slovenščini in je potem prišlo v encikliko De Populorum Progressio o manjšinah. To se pravi, takrat smo nekako prvič stopili v
univerzalni svet, v ta svet univerzalnosti. In takrat je bila tudi nekako potrjena, čeprav mislim, tako malo pozno, recimo, slovenščina kot jezik liturgije, mislim, pokoncilski seveda, ne. In ob tem sem se pa tudi spomnil na našega Čedermeca, na Bevkova Čedermaca, ki pravi, jaz otroke lahko učim samo moliti v slovenščini, ne. To se pravi, slovenščina je tisti privilegiran jezik, v katerem se obračam na Boga, ne. In zdaj mi skušamo to zanikati, ne. Ampak jaz mislim, da nekaj več pa kot konji smo tudi Slovenci, ne, čeprav je rekel Kocbek, da so na Dunajskem dvoru morali govoriti z lipicanci v slovenščini, ne, ampak zdaj pa imamo svojo univerzo in tako naprej, smo pa nekaj več kot konji, ne, zdaj nas skuša spraviti na ta nivo, ne, recimo take zakonodaje, ki so absurdne, ne, in ki ne odgovarjajo nikakršni historični realnosti, kulturni realnosti. Mi, ne da se s tem samo kastriramo od evropske zgodovine, da nočemo, da bili priznani evropske zgodovine, ampak se kastriramo tudi od lastne zgodovine. Mi se odpovedujemo vsem tistim generacijam, ki so ohranjali naš jezik, zastramujejo Pleteršnika, zastrmujemo Trubarja, zastramujejo Prešerna, Čopa in tako naprej. Vse te velikane slovenskega duha, ki nam dovoljujejo, da danes v Evropi narodov lahko govorimo v svojem lastnem imenu. In dokler bomo govorili v svojem lastnem imenu, bomo govorili v našem lastnem jeziku, v tistem jeziku, ki je pač naš intimni jezik, če ne pa ne bomo sploh govorili, oziroma ne bomo več to, kar smo Slovenci, ampak bomo čisto enostavni podaniki, tako kot je rekel doktor Trstenjak, ko je kritiziral Slovence, je rekel, Srb je najprej Srb, potem čez en teden je pa še klerikalca pa komunist, ne, Slovenc je pa najprej klerikalca pa komunist, čez en teden pa Slovenc, ne. To se pravi, ker skušamo biti istočasno učenci in učitelji. Mi ne moremo si dovoliti takih improvizacij in mislim, da je žalostno, da to ne odgovarja civilizacijskim dosežkom naše kulture, naše nacionalne identitete, da se sploh o takih zakonih razpravlja. To je vse, kar bi imel povedati in poudarjam, da v Franciji to ne bi prišlo nikoli v poštev, ker Francija načrtno brani specifičnost francoske kulture, specifičnost jezika in tudi se bori proti pretiranemu vplivu angleščine. To so pač sistematska delovanja kontra, da se ohrani jezik, tisti jezik, ki je pač naredil Francijo, tako kot tisti jezik, ki je pač naredil našo Slovenijo, čeprav ima šele 25 let, ampak jo moramo ohraniti. To je vse, kar bi moral povedati in upam, da bom čez nekaj let lahko še zmeraj govoril v slovenščini. Hvala lepa doktorju Evgenu Bavčarju za te pronicljive misli. Seveda o jeziku pišejo vsi avtorji, ki prihajajo z našega konca in zato posebej z veseljem in mi je dragoceno, da lahko pozdravim profesorja Miroslava Košuto, Prešernovega nagrajenca, ki je tudi tukaj med nami zato, da nam pove svojo zorni kot o tem perečem vprašanju slovenščine. Prosim. Naj povem še to. Miroslav Košuta ima v svojem opusu zanimivo poezijo, kjer se v ogledalu sprašuje, če se bo čez nekaj let lahko še pozdravil v slovenščini ali če bo odgovoril Košuta, kozjela vita. Dober večer. Čeprav je dober dan bolj umesten, ampak taka srečanja s tolikšnim občinstvom so pri nas ponavadi samo zvečer. Zvečer
In upamo, da je to tudi simbolično, glede na to, da se mi zdi, da sem danes prišel v Ljubljano in v hipu, tako rekoč, pripeljali so me v garažo in iz garaže ven in sem se znašel iz oči v oči s svojo Ljubljano iz študentskih in prvih službenih let. In sicer sem srečal kolego in starega soborca Borisa Cavazzo in mislim, da lepše dobrodošlice si nisem mogel želeti. Ljubljana, ki se mi je v hipu skoncentrirala v eno samo veliko, dolgo sliko, neke, skoraj bi rekel, slike tega novega televizijskega formata 6x9 ali dlje, ko začneš na eni strani in je to tista megla mojih prvih ljubljanskih dni, ko sem sedel tukaj in skoraj v enaki zvezdi iskal, kam so predstavili tisto klopco, s katere sem občudoval velike, globoke plasti megle. Megla za Primorca, ki pride pač iz sončnega, svobodnega tržaškega ozemlja, govorimo o letu 55 namreč, in se znajde tukaj v eni sivini, tej neverjetni sivini univerze, na katero je bil prepuščen in po čudežni milosti mu je bilo dano pač priti tudi do štipendije, in središče, na katerem smo se potem vsi zamejski študentje dobivali, je bila Zvezda, ker smo prihajali iz raznih koncev in krajev. Zdi se pa, kot da je tista slika prvih dni, druga za drugo, vsaka v megli in sicer z neko posebno